S pogledom na morje. To je ena najbolj priljubljenih fraz v turizmu. Kaj pa, če ti sanjski razgled na morje ponuja lastno stanovanje in to v stari ponosni hiši iz leta 1848? In če še povem, da ta hiša stoji tik ob morju v za mnoge najlepšem slovenskem obalnem mestecu Piranu, potem se vse skupaj sliši že kot sanje. Ampak naša ekipa ima pravi nos za točno take stvari. Za konec vas malce peljemo na lepše. Ni malo takih v naši deželi, ki bi radi imeli počitniško stanovanje nad piransko marino. Edini balkon v čudoviti stari hiši, stanovanje pa prenovljeno tako, da smo res v 21. stoletju. Enkratno stanovanje. Palača je uradni naziv stavbe, ki bdi nad piransko marino. Strokovni opis navaja: 4-nadstropna historicistična palača z mezaninom na vrhu, 5-osno glavno fasado, 5 polkrožnih niš, okna, balkon z balustrado. Nad restavriranimi vhodnimi vrati je pritrjena letnica nastanka palače, 1848. Mi bomo vstopili v eno izmed 20 stanovanj v tej palači, prav tisto, ki ima balkon z balustrado. Ko sem prvič stopila noter, je v resnici bilo prahu že v nedogled in trgali so dol stvari, vse je viselo, tako že malo nevarno za hoditi po gradbišču v tem smislu, kjer so me poprašali, kako bi naredili. In ta prostor ima v resnici 2 večja prostora. Umestiti noter program nekih 4 sob je bilo v tem smislu majhen izziv, ni pa ponujalo 10 rešitev. 2 rešitvi sta bili na razpolago in to smo tudi pol izbrali. No. A lahko opišete malo razporeditev prostorov, kateri so in čemu služijo? Imamo en tak daljši hodnik, iz katerega se dostopa do kopalnice, pa do ene otroške sobe, ki nima okna, ker ne more imeti. Stanovanje je vogalno in ima v bistvu vzhodno in južno orientacijo, ampak za prespat, ko en mladostnik pride tiste 6 ur noter, je čisto v redu. Naprej se nadaljuje v en širši prostor, kjer stopite najprej v jedilnico, potem sledi bočno kuhinja in na koncu dnevna. In ta del je bil tak zelo nenavaden. Postaviti kuhinjo med jedilnico in dnevno ni najbolj običajna stvar, ampak tukaj je prišlo to k tata na mamo, pravilno, tako mora biti, drugače se ne da rešiti. Pa je pa še ta zadnja soba tik pred jedilnico, ki je velika in ima še 2 taki niši. V eni smo pospravili kolesa, eno je garderobna sobca, pa znotraj tega velikega volumna, s to fresko na vrhu, smo umestili kubus v kubusu, se pravi še eno majhno sobo za drugega otroka, kjer lahko tudi ta najstnik prespi. Stanovanje je seveda praktično brez pravih kotov, kar je posledica tega, da je staro skoraj 200 let, 180 let bajta stoji. Niso pa takrat zelo neki gledali na te prave kote, bolj so se orientirali na organski sistem, ki je že vladal v Piranu in torej, če je ulica tako prišla, je potem tudi hiša tako prišla zazidana. Ne. Tako da pravih kotov res ni. Z mojstri s tem načeloma ni takih problem, ne, danes tehnologijo z laserji se da vse te stvari rešiti in so stvari dejansko tudi v kuhinji, recimo kuhinja ni pod pravim kotom narejena, ampak se pelje z neko logiko, ki ga prostor ponuja. Med posebnostmi tega stanovanja je freska na stropu spalnice. Ja, najmanj od tistega leta, ne vemo natančno, a je bila potem kaj še obnovljena ali ne, ampak mi smo jo pustili intaktno, okrog nje dol zidove smo sanirali, to pa je ostalo popolnoma nedotaknjeno, ker je v dobrem stanju. Par kosov pohištva smo si prav zamislili, da bi jih obdržali take kot en spomenik tistega časa in tistega prostora, ki je takrat obstajal, jedilna miza, portal, vhod, tale, za katero sediva, ki je bila velika dilema, aj pobarvamo, brusimo, rjavo, ne rjavo, katera rjava bo pasala h kateri, in smo se odločili, da gremo v belino, ki je ena taka večna stvar, raje stene pobarvamo, da ta belina potem pade ven s pohištvom. Tudi lepše se do izraza pridejo ornamenti, ki jih ima, ne, kadar je svetla miza, če je zelo temno rjava, ti teh ornamentov niti ne vidiš. Potem je pa še glavni portal, vstop iz hodnika v ta jedilni bivalni glavni del, ki je tudi ohranjen, zbrušen, urejen, pa eno staro ogledalo. Ob spoštovanju tradicije in ohranitvi nekaterih posebnosti iz preteklosti so lastniki in arhitektka stanovanje opremili s sodobnimi kosi. Kaj je bilo pravzaprav, a je bilo vse razen tega, kar ste omenili, da je ostanek 19. stoletja, vse ostalo je bilo na novo narejeno po meri? Vse je na novo narejeno po meri, tle je mizar seveda se izkazal.
Ni bilo nekih težav, hitro smo se domenili, razume zgodbo, dosti enostavno je to teklo. Seveda mora biti stanovanje na novo narejeno, kadar ga prenavljamo, ne moramo imeti starodavne kuhinje. Tudi ne gre nekako v duh z ljudmi, ki danes le bivajo. Moramo iti korak naprej s par poudarki iz starega časa. Ali pa recimo, da novi čas pomeni tudi nova inštalacija. Tlele v tem stanovanju seveda so bile glavne inštalacije skoncentrirane na en košček majhen pri kopalnici. Zdaj, kako pripeljati vodo na čist drugi konc stanovanja je bil neke vrste izziv, ampak ne nekaj nemogočega. Skratka, poznamo rešitve. Da se črpalko, v kuhinjskem otoku je črpalka pod odtokom. Drugi del, torej delno sobo je dvignjena iz dveh razlogov. Prvi glavni razlog je bil, da smo delno sobo dvignili za 2 stopnici in s tem dobili iz sedečega položaja pogled na Piransko marino, kar je ključno. V teh 2 stopnicah smo pridobili volumen, kjer smo lahko speljali odtok, da ni bilo potrebno kopati pod nivo tal. Pridemo na steno na drugo stran kuhinje, po steni gor, pod strop, stropovi so strašno visoki, smo si lahko privoščili nekoliko spuščene stropove, že zdaj so več kot 3 metre, 3,70, nekaj smo jih zaprli in potem pod tem spuščenim stropom nadaljnjih 10 metrov do pravega odtoka. Se pravi, če se prav razume, voda najprej teče dol in potem jo z črpalko spravite gor pod strop in potem seveda od tam na določeno mesto, kjer teče dol, tako. Zanimivo. Obnova stanovanja ali hiše v Piranu je še bolj zahtevna naloga kot kje drugje v Sloveniji. Gre za obmorsko mesto z ozkimi ulicami, z omejenim dostopom, s parkiriščem izven mestnega območja. Poleg tega je palača naseljena. Ko prvič to slišiš, ni obetavno, te kar malo mine, kako bomo to prenovo speljali, ampak tam, ker je volja, je pot in tle je bila zelo velika volja in pot je bila jasna. Vsak mojster mora pridobiti dovolilnico, se pravi, lastniki morajo za vsakega mojstra napovedati, kdaj bo hodil, koliko časa bo tlele, pridobiti list in s tem listom imajo vstop. Pridejo pred hišo, imajo toliko prostora, da lahko raztovorijo stvari, potem je treba pa seveda peš lepo gor po stopnicah, v drugo nadstropje. Treba je upoštevati seveda stanovalce, zvečer, zjutraj klasika ne moremo razbijati in delati povzročati hrup. Je pa res, da je tudi na občini se zavedajo, da brez prenov ne bo nič in ni, da so temu neki nenaklonjeni. Seveda izdajo dovolilnico, stvar gre in če se dobro zorganizira, kar so se tlele lastniki samovoljno zelo dobro organizirali, imeli mojstre nekako pravilno nastavljene, torej ta inženiring, ki mi je zelo dobro špilal, nisem bila vpletena, so sami zmogli vse, so mali sfoha po domače povedano, so uspeli v 3 mesecih zaključiti stvar. Naj ponovimo za arhitektko. Kjer je volja, tam je pot. In če je cilj tako lepo počitniško stanovanje na takšni lokaciji, volje pač ne more zmanjkati.